Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli, da začnemo teden z Lidisorom. Pa je pred nami že avgust. Res je, da v tem trenutku smo šele 22. julija in da je mogoče za avgustovsko napoved že malo zgodaj, ampak jo objavljam tako zelo zgodaj z dobrim razlogom. Avgust bo namreč najbolj pomemben mesec leta. Zakaj? Avgust je 8, smo v letu 8, 8 je zelo intenzivno število. Odpira vrata potem septembru in oktobru, ki pa prinašata zaključke, preobrate, preboje oziroma veliko intenzivne energije. Kaj? Kako? Zakaj? Pa oblikujemo s svojimi dejanji, s svojimi mislimi, s svojimi gestami avgusta. Torej, avgust bo zelo močen mesec, v katerem pravzaprav bi ga lahko primerjali kar z dajanjem naročilnice v vesolje. Torej, vesolje bo zanimalo, dragi moji, česa si želite vi, kako sebe vrednotite vi, kaj vi menite, da si zaslužite. Zakaj pa mislite, da vsem tistim ljudem, ki so sila sebični, tako zelo zlahka včasih uspe? Ker verjamejo, da si zaslužijo. Kaj je tista poglavitna značilnost oseb, ki imajo narcistično motnjo? Prepričanje, vera, zaupanje, da si zaslužijo. Njim se kar zdi, da se mora cel svet prikloniti. Seveda bodo vedno tarnali, da so oni žrtve, ne, to pustimo. Zdaj malenkosti. Dvojna merila, ne, njim pripada vse, osebam okoli njih pa nič. In nimajo problema biti preračunljivi, se pravi, zakaj tiste osebe, ki so takšne, totalno sebične, totalno egoistične, preračunljive in tako naprej, se včasih zdi, da se teh oseb kar sreča drži. Velikokrat gre pravzaprav res za to, da te osebe so sposobne sprejemanja. Kaj pa mi? Mi pa včasih se soočamo z občutki krivde, z občutki pomanjkanja, z nekimi zapisi iz preteklosti, ki so še negativni. In to je mi v redu. Ok, 3 nič 3. Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lidisorom, pa je tukaj že napoved za avgust. Je že res, da smo danes šele 22. julija, ampak imam dober razlog, da sem napoved objavila kar nekoliko zgodaj. Avgust bo namreč najbolj pomemben mesec leta. Zakaj? Avgust je 8, smo v letu 8. Število 8 simbolizira manifestiranje, simbolizira to, da zelo hitro prikličemo v svojo realnost to, o čemer razmišljamo, to, česar se bojimo, to, čemur namenjamo energijo. In odpira vrata potem v septembru in oktobru, ki pa prinašata nenadne zaključke, preobrate, bom rekla, zelo drugačno energijo, že energijo tudi, ki nas bo povedla potem v leto 2025, ki bo sploh turbulentno, ampak o tem kasneje. Najbolj pomemben je zdaj le avgust. Avgust bi lahko primerjali kar z oddajanjem naročilnice v vesolje, se pravi, če bi bilo vesolje Amazon.com, kaj bi vi izbrali? Ali bi šli najprej pogledati, kaj je tisto, kar je najbolj poceni, ali bi šli najbolj pogledati tisto, kar je zniženo, ali bi šli najprej pogledati tisto, kar je kvalitetno. Bi šli najbolj pogledati tisto, kar je najbolj nujno, brez česar resnično ne gre, ali bi šli pogledati tisto, česar si želite, pa je mogoče kar traparija. A veste, kaj mislite, zakaj tistim, ki so totalno sebični, preračunljivi, celo škodoželjni, tisti, ki imajo narcistično motnjo, kaj mislite, zakaj se zdi, da njim tako zelo zlahka večinoma uspe? Ker imajo sposobnost sprejemanja ultra dobro razvito. Se pravi, oni nimajo problema s sprejemanjem, nimajo občutkov krivde. Nekaj čist druge je to, kaj potem oni govorijo, ker manipulirajo, ampak mi, običajni smrtniki, se po navadi v povprečju srečujemo z občutki krivde, z občutki pomanjkanja, z nekimi zapisi iz preteklosti, zapisi naših prednikov. Fenomenalno dajo na to temo, sem ravnokar naredila, ti zapisi se skrivajo v našem priimku, tako da pojdite pogledat. Se pravi, dragi moji, od nas je odvisno, kaj bomo sprejeli, kako bomo sprejeli, in mesec avgust bo zato zelo pomemben. Seveda je zelo pomembno tudi, kdaj se, zakaj odločamo, tako da z navdušenjem povem, da moj prvi izobraževalni webinar je pa zdaj končno zunaj. Uspelo mi je julija, zelo sem vesela.
Torej, vse živo sem pokrila, za vse, kar sem se le lahko spomnila, za vse, kar ste me karkoli vprašali, kdaj je pravi čas, se boste lahko naučili izračunati glede na vaš rojstni datum, se pravi, ne več na splošno, ne več kar neki, ampak točno glede na vaš rojstni datum, kdaj je pravi čas, kot pravim, za vse živo. In v avgustu to je pomembno. Avgust definitivno za vse nas je pravi čas, da stvari postavimo v tek, da stvari postavimo na svoje mesto. Da postavite vi sebe na svoje mesto. Dovolj je bilo odrekanja, dovolj je bilo odlašanja, dovolj je bilo, sej bom, sej mi ni tako hudega. Jaz zelo rada vas, ko pridete k meni na svetovanje, vprašam sledeče. Je sicer res, da to ponavadi na področju odnosov, ampak če bi vse to, kar ste vi zdajle meni povedali, prišla k vam vaša hčerka in bi vam povedala, kaj bi svetovali. In veste, vedno je odgovor, ne, za njo pa to ni dovolj dobro. Se pravi, če bi vaše življenje bilo življenje vašega otroka, z vsemi temi občutki grenkobe, bom rekla, izgube, razočaranja, pomanjkanja in tako naprej, ali bi bilo to življenje, za katerega bi vi rekli, o top, jaz sem pa toliko vesel oziroma vesela, da takole moj otrok živi. In kateri bi bili tisti segmenti, ki bi bili ok, super, the best, in kateri so tisti segmenti, ki bi rekli, o ne, moj otrok si pa zasluži več, si pa zasluži bolje. Se pravi, dragi moji, če gremo iz postavke, da si zaslužite vse dobro, da si zaslužite vse le najboljše, da si zaslužite sprejemati, uživati v temo, kar je dobro. Kaj je bilo tisto, po čemer bi prvo posegli? Kaj je tisto, kar vam prvo pride na misel? Zame to res ni težko ugant, ne ujeti. Ujeti mogoče, ugant pa ne. Se pravi, kaj je tisto, kar je prvo na lestvici mogoče nedosegljivega, nemogočega, divjih sanj, nečesa, kar vi menite, da ni možno za vas? In zdaj vas bom spodbudila k razmišljanju in bom rekla, povejte mi 3 razloge, zakaj je to nemogoče. Jaz moram reči, da se mi je koncept življenja zelo spremenil, ko sem naredila prvič delavnico Drzni si in sem skanalizirala točno to vprašanje. Napišite 3 dokaze, da je nekaj nemogoče. In jaz vem, da sem takrat, eno vprašanje pred tem pa je bilo, kaj vi dojemate kot nekaj, kar je za vas nedosegljivo. In vem, da sem takrat pisala, da si zelo želim spoznati Arva Looking Horsa, to je Lakota Indijanec, ki ima sveto pipo, velike, bele White Buffalo Calf Woman, jo boste mogoče bolj prepoznali pod tem izrazom. In ko sem prišla do naslednjega vprašanja, ki je bilo napisano, napiši 3 dokaze, zakaj je to nemogoče, sem pomislila, pa sej, on je živ. Živi na istem planetu kot jaz. Celo kar nekaj istih oseb poznava. V bistvu to ni nemogoče. In se mi je cel koncept tega spremenil. Je mogoče težje dosegljivo, je mogoče nemogoče v tem trenutku. Daleč stran od tega, da bi bilo to nemogoče, mislim, what the hell? Velikokrat v življenju svoja merila, svoje, bom rekla, misli in to, kar mi menimo, da je dosegljivo, baziramo na način, kar je nekoč bilo. Seveda, ko sem jaz prvič slišala za njega, a veste, ni bilo tako, da smo imeli Ryanair, pa avioni so kar leteli 13krat na dan v ZDA, ne? Je bilo to mnogo bolj zakomplicirano. Tudi dosegljivost teh ljudi, tako če ni bilo interneta, ni bilo socialnih omrežij, je bilo seveda drugačno. Danes poznam mnogo ljudi, za katere vem in garantiram, da bi me z veseljem predstavili. Ampak moje prepričanje je ostalo pa še tam nekje, se pravi, jaz sem razmišljala še vedno na način iz preteklosti. In to se nam vsem zgodi. A veste, ko smo bili majhni, jaz ti rečem, ko so nas pustili v vrtcu, čeprav mogoče nam to ni bilo všeč, pa smo se razburjali, pa smo vpili, z vsemi našimi pljuči smo še vedno ostali v vrtcu. Je tako. Se pravi, kje v življenju imate občutek, da vpijete, da se ne strinjate s tem, kar se dogaja, ampak nekako v življenje ne upošteva. Mogoče je v tistih situacijah se potrebno naučiti potegniti ven najboljše, tako kot tudi vrtec na koncu ugotovimo, da vendarle ni nujno tako zelo grozna izkušnja, kot smo mislili. Jaz sem 10 let delala v vrtcu, verjemite mi, da je lepo opazovati ta proces otročkov, ki seveda jim ni v navdušenje, da so jih starši tam pustili, pa vendarle kasneje potem se dogaja, da nočijo domov, da čez vikend govorijo, da bi šli v vrtec, da se tako zelo ujamejo v svoji skupini s svojimi vzgojiteljicami, da se resnično ogromno naučijo in zelo napredujejo za voljo vrtca. Nečesa, kar je na prvi pogled
na prvo žogo izgledalo tako zelo negativno. Torej, dajte spreminjati svoje perspektive, že zdaj julija. Že zdaj julija je tisti, ki nam pomaga dostopati zaradi števila 7 do naše podzavesti. Do vseh teh naših, zapisov, stvari, ki smo jih potlačili, stvari, ki smo jih pozabili in stvari, ki jih enostavno nismo updatali. Mimogrede, moja spletna stran je updatana, jaz sem tako happy. Bo tudi v angleščini in potem kmalu tudi v španščini in ful bo nekih novih stvari, tudi več izobraževalnih vsebin. Jaz se moram še malo naučiti, ampak jaz mislim, da končno vseh teh, meni je tako zelo grozno, ampak v zadnjih 4 letih imam, se mi zdi, na 2-3 mesece nove komplikacije s to spletno stranjo, ker se neke stvari v ozadju, za katere ne znam, če dobro razložiti, med seboj tepajo, tako kot je naša podzavest, ko se plugini med sabo tepajo, tako da zdaj bojo stvari narejene na novo, bo delovalo na sveže. Genau na 22.7. se bo to zagnalo, tako da jaz držim pesti, da bo zdaj pa res v redu, da ne bom ničesar več falila, ničesar več lovila in da bom lahko tudi jaz posledično lažje delala, medtem ko je kar nekaj ur na dan šlo za to, da sem raziskovala, kje je spet, kaj je bilo narobe poslano, ni bilo poslano. Saj mnogi izmed vas veste, da sem se zelo opravičevala, ker obvestila niso bila poslana, potrdila plačil niso bila poslana, jaz pa pojma nisem imela, da to ne dela. In kolikokrat v življenju pravzaprav smo mi isti, pojma nimamo, da nam nekje nekaj ne dela, ker je v naši podzavesti nek program enostavno izklopljen. Ali pa sploh ne vemo, da ga imamo. Jaz sem zadnjič govorila s tem fantom, ki mi dela spletno stran, pa rekel, to že imaš. Ja, super, kje, kako? Kolikokrat enostavno sami sebe, dragi moji, ne znamo upoštevati, ne znamo uporabljati, se ne poznamo. Kolikokrat pravzaprav smo mnogo več sposobni, mnogo bolj sposobni, kot se mi zavedamo. Kolikokrat nam ljudje rečejo, pa se tebi to gre, pa mi rečemo, Kolikokrat sami sebe dajemo v nič. Kolikokrat sami sebe ne raziskujemo, kolikokrat sami od sebe ne zahtevamo več, ne pričakujemo več. In pravzaprav, dvig standardov ni namenjen samo temu, da mi pričakujemo več od drugih in da rečemo, zdaj imam pa dost, zdaj pa prvo jaz, pa prven drug. Tudi to je ego. To sploh ni ljubezen do sebe. In veliko takih občutkov bi znalo biti avgusta, da boste rekli kar nekrat, vse bom steral, vsaj veste kam, in zdaj bom samo še jaz, oziroma jaz pomembna. To ni ljubezen do sebe, to niso uravnovešene energije. Uravnovešeni smo, ko smo enakovredni, enakopravni drugim osebam. In noben odnos nikoli ni vedno samo 50-50, nikoli ne more biti vedno 50-50. Enkrat daje več ena oseba, enkrat druga, ampak ta dinamika more biti uravnovešena. Seveda, če denimo je ena oseba v stiski, bomo mi tisti, ki bomo malo več dajali, pa bomo pomagali. Pa nekoč druge v življenju bomo pa mi v situaciji, ko bomo malo več prejemali. Ampak dokler mi vedno samo dajemo, ta oseba samo jemlje, to ni to. Dokler tudi mi samo jemljemo in samo ta oseba daje, tudi to ni to. Se pravi, treba je znati stvari zbalansirati. Tudi mi, poglejmo, imamo 2 roki, 2 nogi, 2 ušesa, 2 oči in tako naprej. Učimo se zbalansirati. Imamo pa eno srce. In če zdaj to prevedemo v numerologijo, je to število 8. Tako zgoraj, tako spodaj, ta dvojnost. Poglejte, ne vem, če mi v tem trenutku pride veliko organov, ki niso zelo vitalni na misel, ki niso dvojni. Tudi jedra potrebujemo. Pa da ne bi si še zdaj preveč biologije. Saj razumete, kaj hočem povedati. Tako zgoraj, tako spodaj. Ta točka tu v sredini pa je naš srček. Je pa ljubezen. Obstaja fenomenalen postopek, kako pustiti svoje, bom rekla, omejitve, slabe energije, preteklost, osebe iz preteklosti, prav s postopkom z uporabo števila 8 v preteklosti. Tudi to sem že postela, bom dala v link spodaj, si dajte pogledati in si dajte s tem čim bolj pomagati. Še enkrat bom ponovila, še enkrat bom podarila, že julija. Julija lažje razumemo, zakaj nekako funkcioniramo, lažje preberemo, razberemo mehanizme, po katerih funkcioniramo. Se pravi, če želimo uravnovesiti levo in desno, bo treba prisluhniti tako svojemu srcu, kot svojemu umu, kot svojemu razumu, svojemu spiritu in svojemu fizičnemu telesu. Se pravi, vsem tem 4 velikim področjem življenja. Prisluhnite preprosto sebi in na to ponesite vse te, na novo pridobljene informacije in spoznanja v avgust. Se pravi, dvignite standard zase, dvignite zahtevnost zase. Saj veste,
Kako izgleda kvalitetna vzgoja? Pred otročko je vedno potrebno postaviti eno stopničko višje, da se razvija, da raste. Kaj vi mislite, da že vse znate? Kaj vi mislite, da to je to? Zdaj se boste usedli na en kavč, boste gledali telenovele in druge nadaljevanke in se morda sami sebi smilili, kako je drugim boljš? Ali je pred vami še ves preostanek vašega življenja, kjer se vam lahko še toliko fantastičnega zgodi, da se vam še sanja, ne? Dragi moji, leto 2015, ki je bilo tudi leto 8, sem komaj to čakala, ker sem si mislila, zdaj bo pa to moje leto, oziroma enko, to je napredek, to bo kar frčal, to mi bo vesolje, kar tako name bo padal. In 8 je in 5 na koncu, glavnem, ful sem bila pametna, koliko bo to the best leto, koliko bo vse zlahka šlo, pa je šlo figo. Ful naporno leto, eno največjih izgub v mojem življenju sem doživela ravno julija tistega leta. Ampak vam povem, 10. oktober 2015 je pa meni life spremenil, zavedno. Pa če bi mi nekdo rekel, 1.1.2015, če si pa svojih najbolj ne divjih, pa ne dosegljivih, ampak sanjah mislim, da se bo to zgodilo, bi rekla, Bi se letošnje leto bo fenomenalno, ne, temu ni dvoma, ne, fantastično leto, ampak to, bodimo realni, ne. Življenje, veste, včasih nas vzame v svoje roke in nam stvari zelo drugače postreže, kot si mi mislimo, pa v kar mi verjamemo. Tako da, dragi moji, ne, prav nihče izmed nas še nima vseh odgovorov in prav nihče izmed nas še ni doživel vsega, za kar je tu. Saj zato smo še vedno tu, če bi doživeli maksimum vsega, kar bi bilo vam namenjeno, po kar je vaša duša prišla, kar vam je Bog namenil, življenje namenilo, ne glede na to, kakšen je vaš koncept, kako vi dojemate življenje. Če bi bilo to, vas ne bi več bilo. In smo v zelo, zelo pomembnem obdobju, ki je energijsko zelo močan, zato je zelo ključnega pomena, da se ukvarjate ravno s tistim, kar vi mislite, da so vaše najbolj sanje. Se pravi, v najslabšem primeru, če vidite, da je vaš razum, vaši občutki krivde, česarkoli že, ta večni perfekcionist, večni kritik v vas še vedno glasen, se dajmo zmeniti, da mu dajmo počitnice avgusta. Saj vendarle avgust je tak lep čas, ko hodimo na morje in smo na dopustu in tako naprej. Se prav, dragi moji, naj grejo vse te misli, vsi ti občutki, vsi ti očitki, vse te situacije, ki so morda zelo omejujoče, morda ste v tem trenutku različno v neki taki situaciji, kjer ali mogoče odnos res ne deluje, ali služba res ni v redu, ali so prihodki resnično zelo prenizki, zato ker vi potrebujete, vaš nivo energije je totalno na psu, ni važno. Dajmo reči, da vsem tem omejitvam zdajle vsi skupaj dajmo kar eno skupino energijsko ustvariti, vemo, da je medsebojna podpora zelo pomembna, dajmo vse to poslati na počitnice, tam enkrat novembra, decembra lahko pridejo nazaj, ker smo zelo radodarni, nadrejeni in želimo vsem tem našim mislim, občutkom, dojemanjem, mehanizmom, da se spočijajo, saj vendarle so trdo delali, da so nas držali v tem krču. Torej, naj bo avgust za vas obdobje, ko verjamete v Božička, v vse tisto, kar so vas nekoč prepričali, da je nemogoče. V vse tisto, kar je morda nekoč dejansko veljalo, da je nemogoče. Zelo pomembno je, da se vaša percepcija, vaš energijski stav spremeni. Vem, da se ponavljam, ampak včasih nekatere stvari rabimo slišati večkrat in na več različnih načinov. Torej, avgust bo čas, ki bo zelo intenziven, zelo močen, ki bo pred nas postavil dogodke, situacije in odločitve, kjer bo zelo pomembno, da mi zaupamo vase, zaupamo v življenje in zaupamo v uspeh. In veste, zelo veliko ljudi se težko sooča z uspehom, zelo veliko ljudi nažalost lažje sprejme neuspeh, izgubo, razočaranje kot uspeh. Jaz upam, da vi niste med njimi in jaz upam, da avgust bo čas, ko pa boste vse te mehanizme, kjer počasih enostavno ne znamo, presekali. Jaz vam to resnično iz vsega svojega srca želim. Tudi jaz sem v takem težkem obdobju, tudi moje zdravje ni v redu, tudi moje počutje je vse prej kot cvetoče, pa se ne dam.
Aj prav, dajmo vsi skupaj zdajle reči, da se ne damo nobenemu izzivu, nobeni težavi. Še vedno smo tu, kar pomeni, da še vedno lahko nekaj v zvezi s tem storimo. In v zvezi s tem, kar bomo storili zdajle, je to, da bomo sešteli svoj rojstni datum do ene same cifre, to je naše število življenjske poti, razkriva nam, kje smo močni, v čemu smo talentirani, kateri je najboljši poklic, če smo tako mladi, da ga še izbiramo, oziroma kje nas čaka uspeh, nam pa bo zdajle razkrilo, kaj nam prinaša mesec avgust. Tisti, ki imate število življenjske poti 1, dragi moji, gas. Ste osebe, ki načeloma se ne namakate v neuspehu, ki niste nagnjeni k temu, da bi bile pasivne. Dajte postaviti svoje cilje resnično nekam tako, da boste rekli, o Marija, za tole bom se pa mogla kar še enkrat inkarnirati, da bom dosegel. Naj bo avgust čas, v katerem resnično živite sebe v vseh pogledih. Ne samo tam, ker ste že uspešni. Tam, kar vam ne gre. Se pravi, avgust naj bo čas za vse tiste stvari, ki vam pa ne grejo, ki pa mogoče vam ne padajo z neba, za katere se je potrebno kar potruditi, še česa naučiti. Dajte te enkratne energije uporabiti tam, kjer potrebujete nek boost, kjer potrebujete spodbudo, kjer potrebujete neko dozo energije in podpore. Naj bo avgust čas, v katerem se ukvarjate s tistim, kjer se stvari resnično zatikajo. Kot sem rekla, zadnji dnevi julija so fenomenalni za to, da pogruntamo, zakaj se nekaj zatika in potem pa res, drage moje enke, gas. Število življenjske poti 2. Drage dvojke, podobno za vas velja, vsi tisti odnosi. Vse tista dojemanja vas samih, kjer menite, da je prav, da ste še bolj potrpežljivi, kjer menite, da je prav, da drugim ugajate, kjer vas je strah, da boste koga izgubili, kjer vas je strah, da nekomu ne boste več všeč, pa kaj bojo drugi rekli. Tam, drage moje dvojke, tam je potrebna sprememba, tam je potreben pogum, da boste rekli, veste kaj, življenje je moje, zato je končno prišel čas, da ga živim po svoje. Pravi, drage moje dvojke, ne več čakati na druge, ne več čakati na potrditev z vesolja, ne več čakati, da bodo stvari res ziher. Ampak dajte avgusta močno delati na svojem notranjem dvogovoru, močno delati na mejah, ki jih postavljate drugim, tudi v smislu tega, dokam dovoljujete, da družbene norme vplivajo na to, kar vi verjamete. Ne samo v smislu, kaj lahko dosežete in kaj ne, ampak tudi na splošno, kaj verjamete, da je res. Število življenjske poti 3. Drage moje trojkice, ustvarjalen mesec, inovativen mesec. Zelo pomembno je, da ohranjate svoj fokus. Da ste vi tiste, ki usmerjate svoj kreativni proces in ne okolje. Se pravi, ne da vi reagirate na nekaj, kar se je zgodilo, ampak tudi, če dobite najboljšo možno priložnost, tako res totalno da brez priložnost, da še vedno ste vi tisti, ki ohranjate fokus, kam vas bo ta priložnost pripeljala, katera vrata vam bo odprla in predvsem zakaj. Kajti lahko se zgodi avgusta, da bo kar naenkrat veliko različnih možnosti, ni nujno, da bo ta prva najboljša, se pravi, malo pa le vklopiti, bom rekla, tisto zoprno stvar, ki ji rečemo razum, in dobro razmisliti, kaj za vas resnično dolgoročno dobrodošlo in kaj je tisto, kjer ste vi najbolj radostni, drage moje trojke, kaj je tisto, kar v vas zbuja najbolj pristen občutek radosti. Tam leži prava pot. Ne samo avgust, ampak vedno. Število življenjske poti 4. Drage moje štirke, jaz verjamem, da mogoče avgusta se ne boste najbolje počutile, ravno zato, ker bo življenje reklo, zdaj pa gas. Ravno zato, ker bo življenje reklo, zdaj pa je čas, da resnično, date noge dol z bremze. Se pravi, v katerih situacijah, odnosih, načinih funkcioniranja ste nekoliko ujete v rutino in v to potrebo po potrditvi, da ste varne. Drage moje štirke, varne ste, ker ste to vi. Ker ste zanesljivi, ker ste marljivi, ker znate biti tudi trmasti, se pravi, boste vztrajali, se pravi, boste tam. A veste, včasih je problem, ker vztrajamo tam, kjer za nas ni najbolje, tam, kjer nas ne čaka največji uspeh. Se pravi, drage moje štirke, kje tam je pa preživeto, iz kje tam je pa fajn, da greste ven. Tam vam bo avgust pomagal. Super! Število življenjske poti 5, no seveda vam bo avgust the best, ker to so dinamične, turbulentne energije, predvsem za vas
velja ohraniti noge na tleh. Se pravi, predvsem za vas velja ne prav vsako žogo, ki bo mimo letela, ujeti, ne prav vsake priložnosti zagrabiti, ampak razmisliti, ali to je v skladu z vami, ali to je v skladu z vašim poslanstvom, z vašim življenjem, s tem, kdor vi ste, s tem, kdor si vi želite biti, se pravi z vami. Ali pravzaprav to je nekaj, kar vi ste ali ne. Absolutno bo avgust čas za žur, za eksperimentiranje, za vse tisto, česar morda sicer si še niste upali, če to sploh obstaja. In predvsem tudi zato, da boste inspirirali okolico, da naj vendarle bodo malo bolj drzni, malo bolj predrzni, malo bolj naj eksperimentirajo sami s seboj. Seveda bom znova povedala, da število 5 povezujemo s 50 odtenkov sive, torej drage moje petke, jaz vam želim čim bolj strasten avgust. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, avgust bo zanimiv mesec za vas. Po eni strani vam prinaša resnično fenomenalne energije, resnično fenomenalne priložnosti, resnično fenomenalne možnosti, po drugi strani je pa tako. Kjerkoli boste vi sami sebe postavili v vlogo mučenika, v vlogo nekoga, ki se more žrtvovati, v vlogo nekoga, ki more tiste, ki ljubi, postaviti pred sebe, tam pa vas bo življenje, jaz mislim, da si kar upam uporabiti to zelo močno besedo, kaznovalo. Zato, gledajte, kar malo se mi je zataknilo, zato, ker vas želi spomniti, da si tako, kot si vi želite najboljše za svoje najdražje, zaslužite najboljše tudi vi. In dokler se vi ne boste dali v to pozicijo, da boste rekli, Marija, pomagi, tudi jaz si zaslužim, tudi jaz to sprejemam, tudi jaz v tem uživam, vse to, kar smo v uvodu govorili, dokler se ne boste vi dali v to vlogo, v to pozicijo, vas bo življenje frcalo ravno zato, da bi dojeli, da ste neprecenljivi, da ste dragoceni in ne obratno, drage moje šestke, ne obratno. Število življenjske poti 7, drage moje sedmice, veliko novitet se vam obeta v mesecu avgustu, lahko bi ugotovili, da kar naenkrat vas zanimajo neke drugačne stvari, drugačni ljudje, da se vaše prepričanja krhajo, da se vaši odzivi spreminjajo. Avgust bo zelo pomemben mesec v smislu spreminjanja tega, kar vi dojemate kot perfektnost, a vemo, da sedmico povezujemo s perfekcionizmom. Torej, drage moje sedmice, naj bo avgust čas, ko si boste tudi intelektualno postavili višje svoje cilje. Potem pa jih razdrobite, analizirajte, v tem ste fenomenalne. Kje vse lahko najdete svojo srečo in uspeh? To ni samo služba, to ni samo karijera, to ni samo uspešen odnos, to ni samo to, da znate narediti super, ne vem, torto ali pa govejo župo. Kaj je tisto, kar za vas pravzaprav uspeh pomeni, je ključno vprašanje v mesecu avgustu za vas. Osmice, osmice v mesecu 8, v letu 8, ali vas bo sploh lahko še kaj zaustavilo, razen vas? Število 8 povezujemo tudi s samosabotiranjem, se pravi sabotažo lastnih ciljev, sebe, z nizko samopodobo. Se pravi, če se pred vas postavijo finančni problemi, to vedno pomeni, da pač vaša lastna dragocenost, je padla nazaj v izraz lastna vrednost. Vrednost gre lahko tudi v minus, tako kot tudi naše stanje na bančnem računu. Se pravi, dajte vse v plus, vse misli obrniti v plus, biti produktivni, biti proaktivni, za vas predvsem velja biti resnično aktivni. Se pravi, ko vam nekaj pride na misel, to speljati, tako ali drugače. Tudi če je to samo en majhen kamenček v velikem mozaiku, ki ga gradite, je pa majhen kamenček. Mozaik absolutno ne bi bil cel, če bi ta kamenček manjkal. Se pravi, tudi svet ne bi bil cel, če bi vi manjkali. Zdaj pa je prav, da je v tem velikem, največjem mozaiku, ki mu rečemo svet, ta delček, ki ste vi, kar najlepši, kar najboljši, kar najbolj srečen, kar najbolj uspešen. Pejmo osemke, gas. In že število življenjske poti 9, drage devetke, za vas bo to obdobje sprejemanja, obdobje sočutja, obdobje odpuščanja. Se pravi, prvi korak je, da spustite vse zamere, da spustite vse tiste stvari, situacije, odnose, občutke, ki vam nosijo nekako sporočilo krivde, izgube, razočaranja, pomanjkanja. Vse to je zelo pomembno, da odložite že v mesecu juliju, da pustite za seboj. Kot smo rekli, če ne gre drugače, pošljite na počitnice tja nekako do novembra, decembra. Se pravi,
Sami sebe zdravite na zanimiv način v mesecu avgustu. Jaz sem prav radovedna, s čim vam bo postreglo življenje. Morda ne bo zelo glomazno, ampak definitivno pa bodo situacije, v katerih boste presenečeni. In prava pot skozi te situacije je sočutje do sebe in sočutje do vseh tistih, za katere ste pa morda mnenja, da si sočutje ne zaslužijo. Se pravi, to je ta ključ, ki vam odpira vrata do maksimalnega uspeha v mesecu avgustu. Takole, to je bil pregled od 1 do 9. Zaključila bom preprosto takole. Če bi bili vi Bog in bi želeli to posebno bitjece obdariti resnično maksimalno, z vsem možnim, kajti vi kot Bog veste, da je vse možno. Kako bi se tega lotili? In naj vas opomnim, da pravzaprav je vsak izmed nas kreator svojega lastnega življenja. Na nek način tako Bog svojega življenja, gospodar svojega časa. Bodite dober gospodar svojega časa in tak lep, prijazen Bog vašega življenja. Se vidimo septembra.